Dobrodošli še v enem zanimivem podkastu, kjer bomo raziskovali temo, ki žal vedno bolj pridobiva na aktualnosti. Kaj storiti, ko postaneš žrtev spletne prevare? Sodobna tehnologija je prinesla številne prednosti, vendar pa se hkrati odpirajo nova vrata za spletno kriminaliteto. Morda mislite, da se vam to ne more zgoditi, vendar pa so prevaranti vedno korak pred nami, zato je ključno vedeti, kako se zaščititi in kako ukrepati, če postanete žrtev spletne prevare. Naš današnji gost Žiga Bernik, član odbora za skladnost poslovanja pri Združenju bank Slovenije, nam bo povedal več o postopkih in o tem, kaj storiti, če se nam zgodi, da so nam bila iz računa odtujena denarna sredstva. In pokrovitelj današnjega pogovora je Združenje bank Slovenije, ki svojo kampanjo in spletnim mestom Pazi.se opozarja na različne oblike spletnih prevar, s katerimi dobro organizirani prevaranti iščejo vedno nove žrtve. Torej, ko ugotoviš, da si postal žrtev spletne prevare, to ni čas, da se sramuješ, da to skrivaš pred drugim, potrebno je hitro ukrepanje. Katere korake moramo storiti pri prijavi spletne prevare, na koga je potrebno obvestiti in katere podatke moraš predati odgovornim? Ja, uvodoma se strinjam, dejansko žrtve je sram podati prijavo, torej bodisi banki, policiji, to je problem, v bistvu to opaža tudi policija. Zelo zaskrbljujoč podatek je, da kar polovica oškodovancev, torej prevar, ne prijavi na policijo. Zdaj policija po nekaterih podatkih za samo prevaro ugotovi šele kasneje. Pogosto se zgodi, da ko policija odgovarja na poizvedbe tujih varnostnih organov, šele takrat ugotovi, da dejansko oškodovanci prihajajo tudi iz Slovenije. Tako da, ja, se strinjam, dejstvo je, prevare je potrebno prijaviti, koraki pa so sledeči. Torej, v prvem koraku definitivno zelo pomembno blokada plačilnih inštrumentov. Torej, potrebno je blokirati plačilno kartico. To lahko oškodovanec stori sam, torej bodisi preko elektronske banke, preko spletne banke oziroma preko mobilne denarnice. Lahko pa dejansko pokliče tudi kontaktni center, ki deluje 24/7. Kontaktni podatki so zapisani na hrbtni strani vsake plačilne kartice. Drugi korak pa je seveda prijava zlorabe policiji. Torej, stranka naj pokliče na številko 113, lahko obvesti lokalno policijsko postajo. Strankam svetujemo tudi, da vkolikor so žrtve prevare v tujini, seveda se tudi v takšnem primeru obrnejo na policijo. Lokalno ali v bistvu v Sloveniji policijo? Kar policijo v tujini. Zaradi tega, ker obstaja potem ta komunikacija medsebojna med nacionalnimi varnostnimi organi, ker tukaj je pomembna hitrost, in zadeve se potem hitreje razrešijo. Tretji korak pa je vložitev finančne reklamacije. Torej, banka na podlagi soglasja stranke vloži reklamacijo pri procesnem centru in v sodelovanju s kartično shemo je v večini primerov so sredstva tudi vrnjena nazaj stranki. Zdaj poudaril bi še eno posebnost, torej takrat, ko so stranke žrtve, na primer phishing prevar, oziroma ko sumijo, da so torej razkrili avtentikacijske elemente, kot so uporabniško ime, geslo, SMS, takrat je nujno, da takoj zamenjajo geslo, torej na avtentikacijskem sistemu, denimo Recono. In seveda kontaktirajo banko, in običajno jim bo banka v takšnih primerih tudi digitalno identiteto ukinila. Zdaj mogoče na koncu bi še dodal, torej pomembno je tudi preventivno ravnanje strank, torej stranke naj ravnajo z računalniki in mobilnimi napravami na način, da je zagotovljeno varno poslovanje, torej namestijo naj ustrezne protivirusne programske opreme, uporabljajo naj torej spletne strani, ki so zaupanja vredne, predlagam tudi vklop varnostnega SMS sistema in seveda uporabo dvostopenjske avtentikacije. Kdo torej v Sloveniji rešuje primere spletnih prevar?
Če govorimo o obravnavi in pregonu spletnih prevar, ki imajo elemente kibernetskih groženj, potem seveda rešujejo prevare pristojni državni organi. Tukaj govorimo torej na prvem mestu o policiji, potem o državnem tožilstvu, potem o Nacionalnem centru za kibernetsko varnost CICERT, potem sodeluje seveda tudi Urad za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, zadeve pa potem običajno dobijo epilog tudi na sodišču. Imate morda podatek, v kolikšnih primerih in pri kakšnih spletnih prevarah so oškodovanci dobili povrnjena, odtujena sredstva? Zdaj same statistike banke ne vodimo, tudi z njo ne razpolagamo, glede na tip prevare in potem povračila sredstev v zvezi s posamezno prevaro. So pa po javno objavljenih podatkih je policija denimo v lanskem letu obravnavala približno 220 zadev, kjer je identificirala tam nekje 250 denarnih mul. Slednje so prejele torej za 13,6 milijonov evrov neupravičenih sredstev. Tukaj govorimo predvsem o kaznivih dejanjih, torej goljufije po 211. členu Kazenskega zakonika, potem o kaznivem dejanju napada na informacijski sistem in pa kaznivem dejanju pranja denarja. Ni pa podatkov o teh, koliko recimo je tega denarja oziroma odtujenih finančnih sredstev prišlo potem lahko nazaj v roke oškodovancem. Zdaj v okviru torej te zadnje akcije je policija v sodelovanju z slovenskimi bankami, potem Uradom za preprečevanje pranja denarja in pa tujimi varnostnimi organi uspela zadržati sredstva tam nekje v višini 1 300 000 evrov. Torej govorimo o torej zelo omejenem obsegu sredstev, ki so bila dejansko vrnjena potem oškodovancem. Kako pa poteka sama obravnava oškodovanca v primeru spletnih zlorab? Za oškodovance dejansko veljajo enaka merila obravnave kot pri ostalih kaznivih dejanjih, pri čemer pa tukaj velja posebnost, seveda, ker so v zadnjem času prevare zelo sofisticirane, je seveda tudi pregon in preiskovanje tovrstnih dejanj precej kompleksno. Zdaj, kar se pa tiče same obravnave oškodovancev z vidika bank, tako kot sem že omenil na začetku, torej, ko dobimo prijavo strani stranke, torej, da je oškodovana, jo seveda takoj napotimo na policijo, potem v bistvu pridemo do tega tretjega koraka, stranka lahko vloži finančno reklamacijo, zdaj, če gre za kartično zlorabo. V primerih, ko pa je stranka sredstva nakazala na račun tretje osebe, takrat pa v bistvu v banki izvedemo tako imenovan zahtevek za vračilo sredstev in rezervacijo, torej preko namenskih komunikacijskih kanalov kontaktiramo banko prejemnico sredstev in jo prosimo v bistvu, da se sredstva zadržijo in vrnejo. Moram pa na tem mestu poudariti, da je ta mehanizem dokaj neučinkovit, saj banke nimamo pravega vzvoda, da od bank prejemnic sredstev ta sredstva zahtevamo. Tukaj namreč velja pravilo, da banka prejemnica sredstev lahko slednje vrne samo na podlagi soglasja prejemnika oziroma na podlagi ustrezne odredbe pristojnega organa, torej bodisi sodišča, bodisi Urada za preprečevanje pranja denarja. Sporedno pa seveda tečejo tudi različni ostali procesi v banki, torej tako banka analizira posamezno prevaro, potem kot tudi policija, in zato je pomembno v bistvu, da stranke shranijo dokazno gradivo, ga posredujejo bankam, torej tukaj govorim o naprimer korespondenci z goljufi, s prevaranti, apeliramo, da nam posredujejo v bistvu tudi originalna SMS poročila, potem morebitne linke, na katere so klikali, torej vse, kar bi nam lahko v nadaljevanju pomagalo torej pri povrnitvi izgubljenih sredstev. Uporabnike v primeru spletnih zlorab ščiti zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih. A nam lahko zaupate, kdaj nam bi bil oškodovanec deležen povračila nastanka škode v Sloveniji? Tako ja, zakon dejansko ščiti
uporabnike plačilnih storitev v primeru neodobrenih plačilnih transakcij. Torej 137. člen ZPLASID-a govori o tem, da uporabnik plačilnih storitev v primeru izgube, kraje, zlorabe finančnega instrumenta nosi škodo do višine 50 evrov, vkolikor je ravnal skrbno, vestno in odgovorno. Celotno izgubo pa posameznik krije v primeru, torej da je ravnal goljufivo, s prevaro oziroma da naklepno ali zaradi hude malomarnosti ni izpolnil ene ali več obveznosti v zvezi z uporabo posameznega plačilnega inštrumenta. Mogoče tukaj bi poudaril, da zakon dejansko ščiti posameznike samo za neodobrene plačilne transakcije, medtem ko goljufive plačilne transakcije niso naslovljene. Tukaj je potrebno poudariti, torej, da banke, vkolikor nalogodajalec, torej stranka, zahteva izvršitev določenega plačilnega naloga, dejansko bankam je prepovedano, da tega naloga tudi ne izvršijo. Kaj pa garancije pa zavarovanja? Obstajajo v Sloveniji banke, ki s pomočjo slednjih omogočajo vračilo denarja pri spletnih goljufijah? Praktično vse banke že ponujamo zavarovanja za plačilne kartice. Zdaj to se mi zdi zelo smiselno. Dejansko porast uporabe plačilnih inštrumentov je evidentna in seveda s tem z roko v roki so tudi naraščajo prevare in zlorabe. Zdaj razkritja, zavarovalna kritja so različna, običajno pa obsegajo torej povračilo škode na transakcijskem računu, potem povračilo stroškov naročila nove plačilne kartice in pa nekatere tudi posredne storitve, naprimer, vkolikor vam ukradejo kartico, vam zavarovalnica pokrije tudi škodo nadomestila za, naprimer, zamenjavo ključev, torbice in podobno. Danes so pasti, ki vodijo v spletne prevare, vedno težje prepoznavne. Zato se številni oškodovancem zdi nepošteno, da bi morali kot žrtev prevare nositi sami vse finančne posledice. Kdo pravzaprav nosi posledice spletnih prevar? Odgovornost za spletne prevare morajo nositi tisti, ki prevare lahko preprečijo. Tukaj imam v mislih torej ne samo banke, ampak tudi procesne centre, potem telekomunikacijske operaterje in pa seveda upravljalce različnih platform, družbenih omrežij, kjer se vrtijo razni goljufivi in prevarantski oglasi. Bistveno je, da vzpostavimo neko družbeno okolje, v katerem je pač postulat boja proti prevaram na visoki ravni in pa da prevzamejo vsi udeleženci v tem sistemu odgovornost in ne nazadnje tudi finančno breme. Najlepša hvala za zelo zanimive in uporabne odgovore. Ja, hvala vam. Mogoče za konec, ni vse zlato, kar se sveti, tako da pamet v roke in v bistvu previdnost nikoli ni odveč. Pazi, pika se. Hvala. Hvala.